Spoštovani gledalci mojega podcasta, danes bo z mano, oziroma že je z mano, človek, ki kamorkoli pride, kjerkoli se pojavi, naredi škandal ali afero, ali po domače rečeno neko pizdarijo. Zdaj, če to še vedno velja, bomo zvedeli iz prve roke. Z mano je človek, ki zaradi svojega predolgega jezika večkrat nastrada, ker pove morda tisto, kar si mnogi ne želijo slišati in ima potem zaradi tega probleme. Če je še vedno takšen in če se še vedno ni umiril in če še vedno išče tisto, kar drugi mogoče ne vidimo, zvemo pa seveda z prve roke. Dame in gospodje, z mano je, te besede sicer ne maraš, ampak jaz jo moram uporabiti, kontroverzni, zavedno kontroverzni Ladislav Troha. Ladislav, lepo zdrav in dobrodošel v moj podcast. Zdravljen. Sem kaj narobe pred predstavitvi povedal? Ne, dobro, zdaj pač... Kar povej. V prejšnjem režimu je bilo tako, da vsakega, ki je začel štrleti iz povprečja, so ga označili tako ali drugače. Tudi za kontroverznega, za čudaka, vaškega posebneža. No, jaz sem vse te etikete že dobil, tako da imam zdaj trdo kožo, tako da ni problema, ampak jaz imam svoj cilj, kateri je povezati vse zdrave sile v Sloveniji in ustvariti državo, ki smo si jo želeli v bistvu leta 91-90. In nažalost smo bili takrat zelo nevedni, z mano vred, zelo naivni in so nas pač okoli prinesli. Tisti, ki so govorili o tem, da bomo imeli drugo Švico, tisti, ki so govorili da se bo cedilo imeti mleko, in seveda so to vse naredili za sebe. Za večino je pa za mnoge še slabše, kot je bilo prej. Tisti, ki so bili revni prej, so revni tudi danes in še mnogi drugi so se mogli pridružiti. Tako da, zdaj pa, če je to, kar jaz počnem, če to smatrate kot narekovajih pizdarijo, no potem sem vesel, da delaš pizdarijo. Da delam pizdarijo. Lado, predno bomo šla na, tala kličem Ladislav, Lado, lahko, Sem kar tikala, ker smo se že parkrat videla, če se ne motim, Če želiš, te lahko vikam, to se ti odloči. Ne. Zdaj, lejte, s tem vikanjem je tako pa tikanjem, moram pojasniti, ker znajo mnogi, Jaz sem po vzgoji Štajerc, Pa si naš, Ja, prav iz Cele. Jaz sem celo otroštvo sem preživel na Teharjah, na Sveti Jani, na Vrheh. No in moja babica, dedek, teta, stric, vsi so imeli meščansko vzgojo. In mene so vzgajali, da dokler se s človekom bolj ne zbližaš, dokler ga bolj ne spoznaš, si navi. Potem pa starejši ali pa ženska predlaga vikanje. In jaz sem se tega nekako, sem to ohranil. Tako da... Zdaj gledali smo oba Celjana, se bomo tikala. Tako, drži. Ladislav, predno bomo šla na aktualne teme, morava se sprehoditi skozi to tvojo zelo glasno kariero, ki je morda, veš kaj opažam, da morda Slovenci, mlajša generacija, ne vejo, kaj vse si ti skozi dal, kdo pravzaprav ti si, a veš, te aktualni, te poznajo, ampak ta mlajša generacija mogoče, ki se pa ne zaveda tega, kar si recimo zdaj povedal, kako živimo v Sloveniji in tako, pa mislim, da ni čisto točno prepričana, kaj vse si dal skozi, pa če bi dovoliš, če začnemo mogoče pri teh nekih mejnikih tvoje kariere, če rečem tako, seveda začel si kariero v vojski, tam dosegel veliko, potem pa si se kar nenadoma odločil, da ti slovenska vojska ni simpatična, da te stvari motijo, da ni to tako, kot mora biti in si šel s kitaro v roki pred slovenski parlament, takrat si postal kultna oseba Slovenije, persona non grata, enfant terrible, če rečem tako, in si postal pojoči major, tako te je takrat, mislim, da mladina, časnik mladina označil, pa daj mi povej, kaj te je takrat prijelo, da si naredil ta preobrat v svoji glavi in si rekel, jaz pa grem zdaj narediti nekaj. Ja. Glede, to je bilo tako. Jaz sem bil poveljnik v specialni brigadi Moris, v Čevski Reki, do leta 1993. Tam smo vzpostavili prvo profesionalno specialno enoto v Sloveniji. Takoj po vojni se je to začelo formirati.
In seveda to je bilo narejeno zato, da bi, vsaj rečeno je bilo, ne, da če bi slučajno prišlo do še kakšnega napada na Slovenijo strani jugoslovanske armade ali katerih koli strani, da bi imeli takoj udarno pest. No, ampak sem pol ugotovil čez čas, da je bila to farsa v resnici. Rabili so določeni politiki, oziroma politikanti, bolje rečeno, živo silo, zaposlene ljudi, da smo noči in dneve pretovarjali orožje. Torej so vas nategnili, po domače rečeno. Sigurno. Pa kdo so bili te? Mi smo bili, ja, sej lahko čisto odprto govorimo. Da ne bo spet dotožil, to moraš paziti, ne? Ker bo pol šla, kdo vse te je že tožil, ampak dobro povej, ne? Gre za seveda prvega akterja trgovine z orožjem Janez Janša, ne? On je bil pobudnik, da se ta enota ustanovi, takoj, ko je bila vojna končana, oziroma imeli so idejo najbrž že prej, ker enostavno je bilo treba 24 ur prevažati orožje iz Luke Koper, Kočevsko reko, tam smo pretovarjali na manjše kamione, Hrvati so prišli in so potem to odvažali naprej. To je bil primarno delo naše enote takrat. Pa ti si vedel, mislim, si vedel, kaj se dogaja? Seveda, jaz sem takrat sveto verjel, da gre za ljudi, ki so pošteni, delamo zdaj novo državo in nisem niti s kančkem možgan pomislil, da bi to lahko nekdo delal za svojo korist. No, kasneje se je pokazalo, da je to. Jaz nisem res niti slučajno mislil, da bi kdo lahko ta denar, moram pa reči, da sem kovčke denarja videl na lastne oči. Pa si jih nosil? Pa sem pa tudi razčistil to. Ja. Kje je ta denar? Kje je ta denar? Ja, kje je ta denar? Mislim, povej nam, ja. Zdaj, po mojih podatkih je bil ta denar takoj spremenjen v zlate palce in naložen v švicarske banke. Kjer je še danes? Tle smo potem malo bliže tistmu, kar je KPK ugotavljala, ko je vprašala Janeza Janša, kje pa ste bili vi, ne tega in tega v Švici, kaj ste pa počeli v Švici, ne? Pa lahko sklepamo, ne? Da je mogoče šel prodati eno zlato palco. In potem je sestrična od Urške Bačovnik plačevala račune, položnice, ko je bila bankirka, in ni pokritja za 200.000 evrov, ne, po ugotovitvah Fursa in tako naprej. No. Tako da lahko bi bilo to, no, pol če logično sklepamo. Ne. In seveda zabrisal se je tok denarja. Ne. Če ti spremeniš denar, ga preleviš v zlate palce, potem ni več številk, ni več denarja, ni več gotovine. Ne. Tako da to bi lahko, pa zdaj moramo vedeti, koliko je v bistvu zlato zrastlo od leta 1991. Ne. To morajo biti ogromni denarji. Nekaj ni zdaj rekla tale, kaj je predsednica parlamenta, ki je bila tudi, by the way, gostja v mojem podcastu mal nazaj, Urška naša, ne, ni rekla, da bomo dobili vpogled končno v to afero. Odlično. Se bo kaj zgodilo s tem, misliš? Glejte, sej napisane so knjige, ne, trilogija novinarja Blaža Zgage in Šurca, tam noter v bistvu piše. Ne. Zdaj, problem pa je, ker so bili vpleteni v trgovino orožje levi in desni takrat. Ne. Na eni strani Kučan Bavčar, na drugi strani Janša in tako. In najprej so skupaj delovali. In tam v dokumentih piše, da do leta 1993 je bilo to dovoljeno, potem so pa rekli, stop, zdaj pa več ne, kdo bo pa od zdaj naprej se ga pa kazensko preganjalo. Se pravi, da je bilo čist legitimno, se pravi, čist določeno strani predsednika predsedstva Kučana in ostalih takrat, da se trguje z orožjem, čeprav je bila država pod embargom Organizacije združenih narodov. Kar pomeni, da so čist kršili ta embargo, ne, čist zavestno in seveda oboroževali Bosance, Hrvate z orožjem, ki je morilo. In tukaj jaz mislim, da gre za eno grozno črno točko Slovenije, ne, da smo se vpletli v to vojno dol in pomagali v bistvu enim in drugim in trgovali z orožjem in so za privat žepe. To je po moje tako zavrženo, da Bog pomaga. No. In ko si ti to ugotovil, si storil kaj? Ko sem jaz to ugotovil, sem leta 1998, ravno takrat, ko sem šel v ta protest pred parlament v uniformi, moram reči, da sem najprej prišel oborožen z svojo pištolo, ko mi je Janša podaril trajno last. Kaj si hotel streljati, ali kaj? Ko so novinarji špekulirali, da lahko pride do tragedije, seveda so špekulirali
nalaž. No, in jaz sem takrat oblekel eno punco v narodno nošo, prinesla je tako zastavo, gor kitaro in sem potem dvignil to pištolo, sem rekel, gledajte, z orožjem se ničesar ne rešuje, vedno je potreben dialog in danes odlagam orožje in se začnem boriti na najbolj nenasilen način, to je s pesmijo. Potem sem s kitaro zaigral koliko kapljic, toliko let in zdeklamiral Kajuha, samo milijon nas je. No in potem so seveda na vseh televizijah zavrteli samo koliko kapljic, toliko let, ker se me dajali še vedno v predal Janeza Janše, se pravi na desno. Jaz sem s tem testiral, kaj bojo mediji naredili. Ne? Se pravi, ti si v svoji osnovi si provokator, če gledamo tako, ne? Dobro, provokator. Zanima te odziv na to, kaj boš naredil? Ja, seveda. Ja. Tudi tist, če bomo prišla pol do tega, ko sem v studiu vrgel papirje po tleh, je bila čista provokacija. Pridemo tudi na to, ja. Ampak, lejte, treba je pogledati, kakšen bi bil pol odziv in novinarjev, da jih potem se še bolj razgalijo, in seveda ljudi, ker ponavadi provokacija sproži, da se potem deli po družbenih omrežjih. Če ti nastopiš v neki oddaji čistko brez česarkoli, potem si eden od mnogih, pa se to konča. Ne? No, tako da, pa kaj so pa, če te zmotim, kaj so pa takrat rekli, recimo, kaj je takrat javnost rekla na to tvoje dejanje, pa je to označbo Pojoči major, ki se te je prijela, ne? Kaj je takrat javnost, kak občutek si dobil, so bili na tvoji strani, so se norčevali s tebe, kakšen občutek si dobil? Lejte, seveda, vedno je tako, ne, da nekdo te sprejme, pa te občuduje, da si upal nekaj narediti, tacga, ne. Imamo pa tudi drug del, kater pa čist načrtno, se pravi, te diskreditira, ne. In tle je bilo leta 1998, ko sem šel pred parlament, seveda je bil na primer na odmeve povabljen takratni šef generalštaba Podbregar, ne. On je govoril, da nimam prav, da ne vem kaj vse, ne. Jaz sem pa pisal gospodu Vladu Ambrožiču, s katerim si se tudi zapletel, malo kasneje, na to še pridemo. No in seveda nisem imel možnosti pojasniti svojega dela zgodbe, ne. Kar je v demokratični družbi pri pluralnosti medijih nezaslišano. Ne. In seveda potem obstoji tisto, ne, da te oblatijo, da te diskreditirajo in potem, če se ne moreš braniti, takrat sploh ni bilo še družbenih omrežij, tako kot so danes, leta 1998. Ne. In sem pač izpadel v očeh javnosti kot eden čudak. Ne. Kaj pa ki protestira zaradi nekih premajhnih čevljev v vojski. Kaj pa Janša rekel? Si dobil podatek, kaj je on na to dejal? Dobro, ti si ga osebno poznal, ne? Takrat. Ti si bil prijatelj njegov ti. No, takrat, ko sem bil jaz pred parlamentom, ne, so sklicali odbor za obrambo. In potem bi jaz naj pojasnil na odboru za obrambo, zakaj sploh sem prišel do točke protesta. No in potem je Janša se tako nasproti mene usedel. Je bil tam. Je bil tam, ja. In mi je takole namignil. Čas, zdaj pa bomo. Ne? No, ampak se je malo štel. Zato, ker so bili vse te zgodbe vpleteni, on tudi. In jaz sem takrat na tem odboru za obrambo povedal vsem, kar jim gre, ker to, kar sem jaz ugotavljal v vojski, sem pošiljal pravzaprav vsem tem akterjem in odboru za obrambo seveda, kaj se znotraj vojske dogaja. Se pravi, da ne govorimo disciplina, slaba morala, nabava orožja mimo testov, opreme mimo testov. Porabilo se je denarja, milijone tolarjev za nekaj, kar sploh ni bilo uporabno za vojake. Se pravi, nabavljali so tam ob kavicah, se zmenili, na primer, 10.000 spalnih vrečk, sem prav povedal. Kriterij je bil majhna in lahka. Mi imamo pa ekstremne razmere v Sloveniji. Ne? In so nabavili to kar tako, 10.000 spalnih vreč so dali v vojski, mi smo šli na teren, ko je bilo -3, smo mogli vojake pobrati in jih pelati nazaj v vojašnice, ker je bilo pramrzlo. Če je bilo pa toplo, so bili pa noter mokri, kot bi bili v polinjasti vrečki. In pol se čudiš, zakaj si šel civilno služiti vojsko. Ne? In pol se čudiš. No, naborniški sistem je razpadel zaradi tega,
ker so generacije povedale naslednikom, kaj se v vojski dogaja. Da se izživljajo oficirji nad njimi, podoficirji, ker to je bilo sestavljeno na ad hoc, na hiter, brez pravih šol, brez enotnega sistema usposabljanja oficirskega, podoficirskega kadra. In jaz, ko sem prišel potem iz Kočevske Reke leta 1995 v Šentvitu, v Jašnico, jaz sem mislil, da sem prišel na drug planet. To je bilo razsulo. Ne, tako da sem imel tudi tam veliko dela. Pa ti še imaš te vojaške čine, ali si vrnil to nazaj? Meni vojaške stopnje niso vzeli, ne. Pravilna beseda slovenska je vojaška stopnja, ne čin, čin je srbska. Ne. Okay. To imam, sem pa v bistvu te medalje, ko sem jih dobil, sem prodal na dražbi. To si cel kup enih, to vem, sem šel prav googlat, da si cel kup enih teh priznanj, to si prodal pa. Ja, v bistvu, ker sem bil v hudi finančni situaciji. Ladislav, če te smem to vprašati zdaj, ne, pol, tako si omenil prej Moris, ne, tu je tudi bila ena zelo velika afera, tudi okoli Janeza Janše, pa Jelinčiča, če se takrat spomnim. Mislim, da si ti takrat izjavil, da naj bi ta Moris njemu bombo podtaknil pod avto in to je bila cela afera in se te pol Janša te je tožil in kako se pa to spominjaš? Mislim, ker to so zelo škakljive, ker ti tam, ko si ti, tam je zelo škakljivo, ne? Ali je tožba, ali je ne vem, prepoved, ali je v glavnem te stvari, ki si jih ti takrat izjavil in dejal, če mi boš malo povedal, ampak si to res se prepričal, si bil 100%, ko si recimo to je drzna obtožba. Jaz bom sam nekaj povedal. Ja. Janša je dobil pravdo. Okay? Še enkrat bom pa povedal, kaj je resnica. Pa mogoče bom še enkrat tožil. Pojma ne. Ja. Pa mislim, da ne bo. Okay. Ker oba veva, kaj je resnica. Okay. Povedal sem to, da Janša je dobil pravdo na sodišču pri sodnici, katero resnica ni zanimala, pripelo je pa 5 ljudi, da so za njega lagali. To je vsa zgodba okoli tega. Pa to lahko 100% potrdiš. Moja priča je moj najboljši prijatelj, zaradi katerega sem pravzaprav to tudi izjavil v intervjuju večer, ampak se potem nažalost ni spomnil na sodišču, kaj je bilo. Okay. Ker so ga očitno stisnili v kot. Ja. Kaj pa je Jelinčič rekel? Jelinčič je pa rekel, da bo te barabe preganjal do Haga in potem se je pa zlizal z Janšo. On je bil tudi moj gost, ne? Tega ga sicer nisem vprašal, ampak se pravi, ni on, ga ni zanimalo, kdo mu je to bombo podtaknil. V resnici, ali kaj? Zakaj misliš, zakaj mi že se to zgodi, te politične zgodbe, da nekdo najprej nekaj zagovarja tako, pa malo veter zapiha, pa ni to samo Jelinčič, tudi večina politikov je takšna. Zakaj po tvoje, ne? Pa javnost, zakaj to javnost pa to skozi prste pogleda? To so politikanti, to niso politiki in je čisti osebni, največkrat materialni, parcialni interes. Ko je Jelinčič začutil, da bo Janša postal, kar je postal potem spet predsednik vlade, je imel očitno kakšne koristi od tega in je potem tudi v parlamentu deloval z njim. Ne? In je bila ta zamera, ne? Je pa itak se stavba od Baša. Ne? Zakaj pa so ga hoteli stran spraviti? Takrat? Ne, se ni bilo sploh zato, da bi ga stran spravili, bilo je samo ustrahovanje. Jelinčič je pisal proti naši enoti, napisal je, da smo ljudje najbolj zavožene sorte, da spadamo v nacistične horde, ne? In je pač Janša očitno z tega, ali pa sta imela še kaj drugega, ga hotel zastrašiti s to eksplozijo. Jaz sem tudi, moram reči, kriminalistom vse povedal, kdaj so fantje vadili na školjkah avtomobilov, ki so jih iz Kočevskega odpada pripeljalo v našo bazo in so tam vadili, koliko naredi eksploziv škode v odvisnosti, koliko ga daš. Ne? To je bil še en pokazatelj, da se je ta vaja dogajala. Okay. Potem pa recimo ta, ko si že prej omenil,
Predno gremo na to gladovno stavko v Orjaško, ta nastop tvoj mislim, da je bilo takrat bil referendum v arhivih, ali zakaj se je točno šlo in ti si takrat na RTV Slovenija nastopil in si tiste liste, vedno so se pa to norčevali po raznih skečih, kako pride, to vrže po tleh, razumeš, ne. Zdaj pa smo pa ugibali, ali se mu je zmešal, ali je to zaigral, ali si Oskarja zasluži, ne. Kaj je takrat v tvoji glavi bilo, da si izvedel ta manever, če rečem tako, to inštalacijo umetniško. Ja, ali je to res to, ali si igral, da nam to malo pove? Ja, seveda, sem prinesel s sabo cel kovček teh dokumentov. To so bili dokumenti proti meni, ker proti meni je teklo v 17 letih 3 obtožbe, ena tudi za 5 let zapora. No in sem takrat demonstriral, nekdo je udaril po mizi, to sem imel v glavi. Šlo je pa seveda za en ključen problem, se pravi, izvirni greh te države je nastal kdaj? Leta 90, takrat, ko so umaknili arhive, 80% arhivskega in dokumentarnega gradiva UDBE. No, takrat potem so si lahko vsi tisti, ki so delali tudi zločine, pripeli značke demokrat in so šli na volitve in so prevzeli tudi najvišje položaje v državi. Naprimer, gospod Drnovšek je bil eden od stalnih članov te tajne politične policije. In takrat, če bi mi vedeli, kdo je kdo v tej državi, vprašanje, kdo bi bil na volitvah uspešen. Ampak niso te dokumenti prišli v javnost, glede UDBE, te seznami, pa to ni to bilo javno dostopno? To je zdaj sem, se pravi, mi imamo sezname dosjejev, samih dosjejev pa ni. Aha. Se pravi, ti nekomu rečeš, ti si pa udbaš, dokaž. Ampak zdaj je pravna praksa že taka, da če je na seznamu UDBE, tudi ne more tožiti, da ni, ker je to nekako uradno, da je. Ampak to ni dolg nazaj, mislim, da je 3-4 leta. No in ti si tam not potem kaj, znorel, zgubil živce ali zaigral? Ne, jaz sem prav demonstriral, zdaj pa tega dost, sicer sem mogoče preveč udaril, pa preveč se to razletelo, da sem bil malo afektov, seveda. To sem rekel, da je tako dober igralec, ampak malo je živčen tam bil. Ja, seveda. No, ker me to je res osebno, tam smo se pogovarjali o tem, o nekih 20% arhivov, ali bodo vidni ali ne, tistih, ko so še, ni pa tema in nobeni odgovarjajo, to je izvršen kulturni genocid. Če tak, naprimer v vzhodni Nemčiji je 5% arhivov bilo razrezanih, potem so jih ne vem koliko let še lepili, da so skompletirali, da imajo zdaj vse arhive Stasija. Pa nas je pa 80% arhivov zginilo, pa seveda noben ni za to odgovarjal. To je... Pa ti veš, kaj je v teh arhivih not, ko si rekel, to UDBA in to, imaš ti podatke? Glejte, ključna stvar, kaj je noter, je to, da je UDBA, še prej pa OZNA, vodila vsak postopek kogarkoli, ki je delal za njo. Okay. Od katerega pa do katerega leta je to bilo? Ja, od vojne naprej, od leta 1941, celo vojno in potem po vojni skozi do leta 90. No in tukaj noter bi tudi ugotovili, kje so končali pobiti ljudje z imeni in priimki in seveda, kdo jih je ubil. Tu imamo Slovenci travmo, ker tega nismo razčistili. Sej, seveda, zgodovina je pa zgodovina. Zgodilo se je. Ampak to je zločin, ki nikoli ni zastaral. To je bil genocid, sploh po letu 1945, ker so tudi na Teharjah, pa vse posod. Jaz sem zanimivo, moje otroštvo je potekalo na Teharjah, pri babici, po drugi strani sem pa porodil iz Kočevja, pa z Kočevskega Roga, ker so tudi pobiti. Se pravi, si s tem nekako zaznamovan. Ja, ampak res, prav zares. Mogoče si pa zato v to tako padel. Mogoče. No in jaz trdim nekaj, država grejena na laži, na prevari in na kosteh nedolžnih mrtvih ljudi ne more stati niti obstati. In stvar je v tem, da bi mogli te stvari odpreti, te arhive. Takrat, recimo ta rov, recimo Barbar in tu pri Laškem, ki je že bilo, niso pa to vse že lepo uredili, pa bom rekel, tem žrtvam se poklonili, ti bi še, da bi še več, še kar manjka to. Kaj še tu manjka po tvoje? Manjkajo izdani mrliški listi, ampak zakaj tega ni?
če imamo imena pa priimke pobitih, je treba ugotoviti tudi, kdo je to naredil. Tudi posthumno obdolžiti, obsoditi tistega, ki je to povzročil. Ja, pa v drugih državah so uredili to? Niso. Glejte, v drugih državah tega ne vem, ne bom trdil, ampak pietetično in za dobro duha naroda bi pa to morali narediti. In po tem principu bi bila možna sprava. Da se pravi, tudi tisti, ki so to počeli, zdaj so že pokojni. Se pravi, se potem zadeva zaključi. Pa kdo pa misliš, da je tu bil glavni krivec za te povojne poboje, če smo zdaj že šla v to? Kdo je dal befel? Ker vem, da kolikor jaz poznam pač to zgodovino, vem, da so najprej bili v Angliji, ali kako, pa so jih pa Angleži poslali k nam, pa so rekli, vi jih imejte, ne? Tukaj so pa pač naredili, kar so naredili, ampak kdo je bil to? Tito je bil Kardela? Zdaj najprej, da ne bo kakšnega nesporazuma. Ja. Moj dedek je bil partizan. Moj tudi. Moja družina po očetu je bila hiša požgana in vsi so šli na Gonars in Rab v taborišča. Tako da nimam s tem nobenih problemov. Ne? Stvar je pa v tem, da je treba biti pošten. Do tega, da se je tukaj na tem ozemlju izvajala bolševistična revolucija. Partizanski boj je treba od tega ločiti, ker so nekateri izkoristili partizanski boj za svoje pospetništvo in za prevzem totalitarne oblasti. Sama bi ti Mihajloviću dovolil, da bi bil raj glavni namestita? Ne. Ja, Stvar je v tem, da tukaj poteka boj med dvema totalitarizmoma. Na eni strani nacifašizem, na drugi strani bolševizem, kateri je prodajal zgodbo, da se bori za svobodo in za demokracijo, kar je bilo pravzaprav OF tudi zapisano v točkah. Ampak so potem v Dolomitski izjavi leta 1943 to prečrtali in so rekli, vse bo vodila partija. In so se vklicali za oblast in potem smo imeli od takrat od 43 let totalitarno oblast. Ampak kaj bi pa ti naredil recimo med vojno? Kdo bi pa po tvoje po vojni moral zavladati Slovenijo? Kokot je bilo... Volitve bi mogle biti. Seveda, kaj pa? Pa kdo bi kandidiral? So bile stranke takrat? Se bi bila lahko bi bila stranka, komunistična partija Slovenije in ostale stranke. Ja, pa bi. Zakaj pa niso tega naredili? Ne vem. Zanimivo. Seveda ne. Ampak so pobili vse tiste, ki so bili nasprotniki enoumja. To je problem. Pod oznako seveda narodni izdajalec. Ne, tle je bila napaka, huda. In mi smo, zaradi tega, mi smo bili ob boku pred drugo svetovno vojno z Avstrijo, po plačah in po razvoju. In potem smo strmoglavni na 30% BDP-ja avstrijskega. Ker so v bistvu zaslužni za revolucijo prevzeli tudi direktorska mesta. V moji vasi je bil človek nepismen, pa je bil vodja celega posestva. Žena mu je pisala poročila, naprimer. Ni bilo pomembno, kaj znaš, pomembno je bilo, a znaš. No, pa kdo je dal befel, da se te... da se jih... Glejte, zdaj treba je vedeti, če izvajaš bolševistično revolucijo, po evangeliju Lenina, moraš odstraniti iz naroda vsaj 10% intelektualcev, premožnih ljudi, jih onemogočiti, pobrati in tisti, ko so bili na šolanju Džerdžinski v Rusiji, Maček, Kardelj, Kidrič, oni so pač po tej ideologiji izvajali te stvari. Seveda, kapo tega je bil pa seveda Josip Broz, Tito. Ker govorilo se je, da Tito pa naj ne bi vedel, zato se je govorilo. Ne vem, iz prve roke mi ne boš povedal. Nemogoče. Ker vse še enkrat prehajamo k arhivom, vse se je beležilo, vse je šlo tudi seveda v Beograd. Ampak v teh arhivih bi to natančno pisalo, recimo, kaj ti govoriš? 100%. A si ti to nisi videl, ne? Seveda nisem videl. Kdo ima to? No, jaz upam, da te arhivi še nekje so. Ali je uničeno? Če ne so pa v Beogradu. No, se to bi mogli poskrbeti, da končno, zdaj pa to kleče, potem se to zbre in pridemo. Ampak, ne. Zdaj, veste, zgodovina je naša najboljša učiteljica. Zakaj bi treba to vse razčistiti pa vedeti? Da mi kaj tacga ne bi nikoli več ponovili. Ker zdaj smo v situaciji, da se nam zda kaj tacga ponoviti. Jaz vidim ljudi, kateri hrepenijo po tem, da se zgodi neka večja kriza, naprimer globalisti več ne bi financirali naših kreditov, zdaj je vlada najela milijardo spet na novo.
No in se zgodi kriza, da gre narod na ulice in takrat pridejo te, narekovaji, boljševiki, ki izkoristijo to krizo naroda, izvedejo revolucijo, morda celo krvavo in se zavihtijo na oblast. Pa imamo podovitev z leta, ki se je takrat zgodilo. Ampak če gledaš to, če smem, recimo ta zelo glasna naša državljanska jugoslovanska vojna, predvsem pa je bila druga svetovna vojna, pa je bilo to klanje, pa pobijanje, pa to, in pa pogled, kaj se je zgodilo. Se v naši preljubi Jugoslaviji nekdani so se pobili, genocid, posilstva, norija, Slovenija, hvala Bogu, jo je odnesla, ker je bila očitno predaleč, pa nezanimiva, ali kaj ne vem, ampak si ti razmišljal, kako je to v ljudeh v Jugoslaviji, ki je bila eno načeloma, kako sovraštvo je vladalo dejansko med ljudmi v Jugoslaviji. Kako je to nekdo podžgal, ko si pač omenil, da mogoče zdaj bi spet se lahko to zgodilo, ker je kriza. Takrat se je že, pa to ni tako dolgo nazaj, ampak to je v ljudeh not, je to zakoreninjeno. Se nam ni pomoči z tega vidika, če gledaš. Kaj bi, to, ko si rekel, da bi zdaj kopali teh žrtva gor dol, kaj bi nam to nucali? Ne bi to jezo to iz ljudi potegnali ven spet, pa bi mogoče sosed, ti si pa bil ta, zdaj pa vem, da si bil, pa bi še to, ni čas, da to pozabimo. Ja, dobro, zdaj. No, ne vem. Če se kar naprej, se pravi, travma v narodu ali pa posamezniku, če ni razrešena, se vedno znova vračamo k tej travmi. In bi morali to narediti po sodni, pravni poti. Potem pa ni več ugovora. Pač je bil vsej. Jaz mislim, da ljudje te, ko imajo svojce, ne vem, starše, oni še vedno ne vejo, kje so končali. In to je seveda pri njih problem. Jaz mislim, da če bi se vedlo, pa tudi kdo je pobil vse mrtev, jim bo lažje. Misliš? Tem ljudem bi sigurno bilo lažje, da bi, ker pravilno bi bilo, da se odkoplje kosti, se da svojcem, se pravi, preneste en las in se ugotovi DNK. In pa rečeš, tole je tvoja mati, tvoj oče, prekoplji ga na svoje pokopališče. To bi bila prava pot. Nekaj vem, da enkrat, ali je to glede Pahorja, vem, da si imel nek problem, da si ponorel, pa si ga ozmerjal, te je motlo, kaj da te sprave, pa to, da tam govori, kaj te je motlo takrat? Dobro, jaz te ljudi toliko poznam. Pa si tudi fasil neko tožbo, ali kaj se je zgodilo? Globo. Vzeli so mi prostor za 2 ure. Vidiš, tudi neki bil jezen. Jaz sem rekel, da tam sem prišel na to prireditev v Ajdovščini. In tam je bil najavljen, prihaja naš predsednik Borut Pahor. No, jaz sem rekel na glas bolj, to ni moj predsednik, ta predsednik nadaljuje Hitlerjevo delo. Tak si bil oster. Ja. Potem so rekli, da sem ga uzmeril s Hitlerjancem. No, če bom zdaj razložil, se pravi, kaj se je tukaj naredilo po letu 90? Kaj smo mi, Slovenci, vse izgubili, ko ne bi rabili izgubiti? Kdo je imel tukaj glavni interes sesuvati Slovenijo v smislu industrije, tam vse te naše firme? A imamo mi zdaj kaj od te industrije, lesno industrijo? Nimamo. Imamo posamezne firme, ko so sicer uspešne, majhne, družinske. Se pravi, namen je bil sesuvanje Jugoslavije in tudi posamečnih republik, da si je Nemčija predvsem razširila svoje trge. Pa kdo je bil ta namen? Kdo? Ja, točno Nemci. Nemci, pa zakaj? Točno Nemci. Zakaj? Ja, a ni koristno, da ukinem tvojo proizvodno avtomobilo, pa kupuješ Mercedes? Zakaj smo jim pa dovolili to? Ja, sej. To je treba Pahorja vprašati. In zato sem rekel, nadaljuje Hitlerjevo delo. A Pahor je bil to kriv po tvoje? Ker je bil tudi predsednik vlade. Vsi predsedniki, roko na srce, pa nalimo se enkrat čiste vode. Vsi predsedniki vlad, vsi predsedniki, se pravi, države, niso naši predsedniki. Se pravi, tudi Kučan, Drnovšek. Noben. Vsi so pajaci, se pravi, globalistov. In slovenske, seveda, mafije, globoke države, ki jih postavlja v soglasju z tistimi nadrejenimi zunaj. Pa ti jasno, kdo od teh politikov od začetka pa do zdaj, pa vsem, da imaš kaj dobrega od njega zapovedati, ali bi vse dal da odgovarjajo za svoje nečednosti. Jasno, da bi ga pohvalil. Glejte, v bistvu se je pa najbolj pokazalo pri vseh
zdajšnjih in bivših. A je prišel kdo pred narod 2020, pa bi rekel, gre za COVID prevaro in zločin. Na to še pridemo. No, nobenega junaka ni bilo. Samo Golob je pa pol rekel, ne, da pejte na morje, v toplo vodo, sonce, pa ne bomo več zapirali države. Se pravi, na njegovi strani. Kdo je pa odgovarjal za tiranijo 2-3 leta? A ni bil Golob poklican, da sprovede oziroma naroči, da se gre procesuirati tistega, ki je kršil vehementno ustavo Republike Slovenije in je z odlokom vladal. Se pravi, tudi on ni v redu. Mi smo opisali 1. junija, ko je prevzel, da bi se dobili in da mu predstavimo še nekatere dokaze in dokumente, ker očitno tožilci in policija ne dela svojega dela. Ne? Pa ni seveda, ignorira. Ja. Mi nismo civilna družba, katera bi bila za njega dovolj v redu, da bi se z nami pogovarjal. Ker ko je bil COVID, vem, da si pa ti se aktiviral na polno. Ne? Gremo zdaj na COVID, pa šlo na gledovno stavko. Okay. Si šel na ulice, si s svojim gibanjem, osveščeni prebivalci Slovenije, ne? No, ko imaš to značkico tudi gor, ne? Ja. Takrat bi pa Janšo ti po moje ubil. Ne? Tiste 2-3 leta si bil res podivjan, ne? In si šel, rekel, zdaj pa takle in da mi povej, no? Kaj je to v tebi naredilo ta klik, da si dobil idejo, da je to zaigrano, da to ni res, da nas to hočejo, ne vem, zastrupiti, čipirati, da je to laž. Kdaj si tako na začetku že to pomislil, ali kaj te je privedlo do tega, da si začel razmišljati kontra? Zanimivo, ja? Ja. Jaz sem 21. aprila naredil prvi video na to temo. To je bilo kaj? 2020, ne? Na začetku. Ja. Zelo, ne? No, da gre za prevaro, me je navedlo to, ker sem videl sodelovanje med Janšo in Kacinom. Ona dva sta smrtna sovražnika v resnici. Ker je takrat leta 1993 Janšo zamenjal Kacin, če se spomnimo. Ne? In takrat je tudi razbil brigado, mi smo šli v prekomande, ne? 13 ožigosanih je pisalo v Mladini, ne? Se pravi, glavni oficirji te brigade Mori smo šli potem. No, in ko sem videl sodelovanje njiju dveh, sem se spomnil na to slovensko vojno, ne, leta 1991, katera je bila v večjem delu zaigrana. Misliš, kaj je vojna? To ZLA? Seveda. Zaigrana vojna? Jasno. Kako to misliš? Slovenija je mogla nastati iz krvi, zato, da smo pa se tako mirno rešili, je bil pa gotov deal Milošević-Kučan. Pa ni fajn, da smo se mirno rešili? Ne, fajn, ja, seveda. Ja. No, sej, cilj Miloševića ni bila Slovenija. On je rekel maja 1991 Kučanu na Brdu, ajte vi Milane, ako baš hočete. Ni imel interes. On je imel interes Velike Srbije do Karlovca in Slovenijo. In seveda rabo je vse sile vojaške potegniti na bojevanje za njegove cilje tam. Zato je potem armada čudežno odšla iz Slovenije. Ne? Lahko pa tudi ne bi. Ne? Lahko bi se pa drugače stvari zavrtele. Pa bi mogoče bil interes, da Slovenija konča drugače. Ne? Ampak tukaj bi mogel biti nek dogovor. Potem pa, ko gledamo, kako se je jugoslovanska armada obnašala, ne? Kako so šli tanki ven iz vojašnic in se vprašaš, zakaj pa mi nismo ustavili na izhodu. Sploh ne bi šli na ta sprehod, če so v bistvu vedeli, da bo vojna, Janša in podobni. Ne? In tle gre za, sicer, boste rekli špekulacija, ne? Ampak če bi mi ravnali tako, ko se ravna, bi jih ustavili, preden so zakurbljali tam tanke. Pa so šli potem in so povozili fičota, pa kamion odrinili. Ne? To najbolj boli, ko civilne stvari rušijo. Ne? In je bila to propagandna vojna v resnici. Okay. Potem na Medvednjaku so bili neokopani teritorialci, lovci je preletel in je raketiral te voznike kamionov, da so potem kazali krvave ude zvečer Kacin. Ne? Ni pa raketiral neokopanih teritorialcev. Ne? Potem na letališču Brnik po civilnih avtomobilih je nažgal. Ne?
Tako da cel kup enih takih strokovnih, ko jih vidiš kot vojak, ne, rečeš, kaj smo si mišli. Okay. No in potem se ponovi zgodba, ne. Ja. Jaz trdim, da so Janšo, da so Šarca omakali samo zato, ker je Janša veliko bolj zvit in zaupamo veliko več ljudi kot Šarcu. Iz tega razloga je Janša pripeljal veliko več ljudi na cepilna mesta kot. Ampak če smem, vse COVID ni bil slovenska zgodba, COVID je bil svetovna zgodba. Ne, bravo, super. Ne? Ampak hočem ti reči, ne? Zdaj, zakaj si ti zdaj pomislil, da je zdaj v Sloveniji to neka prevara, ker so se ta dva skupaj povezala, pa to, kar si rekel, če je cel svet bil v tem, ne? Kje si ti prišel na idejo, da imamo to samo v Sloveniji? No, sej to. To mi pojasni, ne? Ja, super. No, izvoli. No, ko boste razumeli vsi. Čekaj, zakaj ti mene vikaš, jaz te pretikam? To veš čas za to študiram, ne? A govoriš meni to ali govoriš gledalcem? Zdaj pa res ne vem, ne? V bistvu, ja. Ok, prečmo, da si gledalce govoril, ne? Kar izvoli. V bistvu, ja. No, ko boste razumeli vsi, ne, ali pa večina, da so vse vlade tega sveta nameščene strani globalistov, potem boste tudi lažje razumeli, zakaj se je COVID tako spretno dogajal po vseh državah z tega sveta. In seveda mainstream mediji, čigavi so? Naši? No, mi plačujemo RTV, ja? No, se je tudi moja zgodba, ne? RTV, pa tožba, pa tako naprej. Da to še pridemo, ja. In logično, zapeljajo so stvari s propagando, z velikim ustrahovanjem. Kaj se je zgodilo v Italiji, se je tudi potem razkrilo, ne? Tisti množični mrtvi, krste. Ki v Bergamo, kje je to bilo? Bergamo, ja. Ne? To je za strah. Takrat, ko pa vlada v človeku strah, pa deluje neracionalno. Ali pa kakšno drugo čustvo. Ampak zakaj si recimo ti in recimo tebi podobni, ki so podvomili v to zgodbo, ne? Zakaj si recimo verjel tem najbolj, mi smo jih imenovali teorije zarote, ne? Zakaj si temu si takoj verjel, uradnim stvarem, ne vem, medicino, karkoli si rekel, ne, to je laž. Jaz bom verjel temu, ne? Verjel bom tej novici, verjel bom temu, takoj bom verjel temu, kaj pa uradno, pa ne bom. Ne, sploh ne drži, da sem jaz kar na prvo žogo verjel. Ja. Jaz sem začel raziskovati, pa ne samo jaz, tudi drugi. Pa kje si raziskoval, kje? Po spletu, ne, seveda. Ja. Po spletu in imate cel kup eminentnih strokovnjakov. Naprimer tega, ko je izumil test PCR. On je sam povedal, da je neveljaven test za preverjanje tega, kar oni preverjajo. Potem smo malo 2020, novembra meseca, je šla prva tožba na portugalskem sodišču na višjem, da je test 97% nezanesljiv. In to je sodišče EU. In kaj pa rečeš? Kaj vi testirate? Testirali so, se pravi, v tretjem očesu, ne, so tirin noter palčko, ne? Govorili so pa, da se širi kapljično in aerosolno. Kaj vi iščete pa v mojem tretjem očesu? Mene enkrat niso testirali. Si se izognil temu? Niti enkrat me niso testirali. Cepo se tudi nis, ne? Predvidevam, ne? Niti mrtvi. Ampak kaj pa v COVID sam? Si verjel ali si to tudi zanikaš, da pustimo zdaj teste, ampak da tudi COVID sam kot ta bolezen, rečemo virus, karkoli, da ni obstojal po tvoje, da je bil zmišljen? Tudi to je razloženo. Da ste nam dokazali, da nas lahko obvladajo takole. Tudi to je razloženo. Ja. COVID je kombinacija, včasih smo v vojski rekli RBKO, radiobiološko-kemična opasnost, se je temu reklo. No in ko skombiniraš strupe iz zraka, in 5G vojaško tehnologijo, takrat se začne v telesu dogajati marsikaj, ko to fašeš. In je profesor, mislim, da je, ko se mu spomnil, je to zelo v nulo razložil. In zdaj bi mogli seveda tudi gripi, katera jaz trdim, da je naša najboljša prijateljica. Kdaj telo odreagira? Takrat, ko človek dobi v svoje telo naenkrat preveč strupov, takrat se mehanizem v človeku sproži čiščenje. Ker če ne bi tega naredilo, bi umrli. In takrat se začne
vročina, katera pomaga, da se začnemo prekomerno potiti, da izločamo strupe, kašljamo, pljuvamo in vse to. No, ampak seveda ta virologija, ne, pred 200 leti je bilo skrito, kaj pravzaprav. Sej virus pomeni v prevodu strup, v resnici. Ne? In so, nažalost, zdaj govorim hude stvari, ne? Vsi doktorji naši indoktrinirani kot naprimer župniki. Ja. Taki, mislim, zato, ker si pač kaj šel raziskovati na te določene spletne strani, si to idejo dobil, da je res. Se dokaza nisi imel uradno, ne? No, dokaz je bil izdan tudi na fakulteti za, kjer je ta zdravstvena fakulteta naša? Dekan je napisal, da nimajo ampak, dokazov, da bi to... Ampak kaj pa te teorije, ko so že šlo tako, tako 5G, da so čipe nam devali noter, ne vem, da nas ima Bill Gates pod komando, to si tudi zagovarjal, kaj? Si šel tako daleč, da si tudi to verjel, oziroma dobil idejo, da je to res. Fundacija Billa Gatesa in Melinda Gates, vemo, kaj financira WHO v ne vem koliko procentih. Ne? In interes seveda je, zdaj cepiva so bila tako in tako razvita v vojaških laboratorijih v Ameriki. Se bi se mogli vprašati malo po logiki, ne? Veste, mene logika ni zaposlila, jaz sem 30 let živel z naravo v Kočevju. Ne? In če najprej je bila propaganda, vse te firme tekmujejo, kjer bo prva razvila cepivo. Covid se je začel konc 2019. Novembra meseca smo imeli že cepivo. Vse to so rekli, da cepivo še ni, da ni preverjeno. Z različnimi imeni. Ja, to so rekli, to vem. Je pa raziskano in dejstvo, imamo vse objavljeno na spletni strani. Samo treba začeti brati pa sprejemati resnico. Ne? Da je bilo to razvito v ameriških laboratorijih in te firme so dobile samo recepturo, da so potem po tej recepturi to isto naredili. Ampak po tvoje so kaj s temi cepivi želeli narediti? Depopulacijo. Ampak zakaj pol niso dali ebole nam, ko umreš v 2 dneh? Zakaj so dali COVID, ko traja, če so hoteli nas zmanjšati? Ja, sej gre za to, da se vemo, koliko ljudi starejših predvsem je umrlo tudi v Sloveniji. Ne? Ja. Nemški zdravnik, res, že tako, ko ga vidiš, je povedal, je rekel, ko sem jaz prebral v reviji, ne vem, kjeri znanstveni o zdravju, kater protokol so uporabljali pri zdravljenju COVID-a, sem videl, da gre za katastrofo. In seveda od WHO je dala napotke po kakšnih, kako naj zdravijo te ljudi. In on si pokrije svojo zadnjico, zdravnik naredi potem in on je pokrit. Ampak ti hočeš reči, da so ljudje od COVID-a pa ni noben umrl, kaj? Samo odcepil? No sej, tle pa smo bolj takrat ugotavljali, kje so pa obdukcijski zapisniki, ker se obdukcije sploh delale niso. Pri nikomor. Spet manjka, ne? Viš, to je zanimiva debata, kar povej. No in to je za mene res zanimivo, ne? Da so cepiva razvili tako hiter, ne? Potem pridemo pa do ene najhujše stvari. Ne? Mi smo februarja, oziroma sicer septembra, ampak smo zahtevali prej, pa je trajalo 2 meseca, da smo dobili pogodbe o nabavi cepiv. Se pravi, po zakonu do dostopu do informacij javnega značaja, ne? Smo to zahtevali. Sicer tako malo, da bi jih zavedli od leta 2018 naprej, da so tudi še za stare pogodbe. Ne? No in potem dobimo eno zadevo v angleščini in tam noter piše, da je Republika Slovenija pri Pfizerju nabavila cepiva. In Pfizer je v tej pogodbi oziroma naročilnici napisal v 4. točki, da se cepiva da so se hitro razvijala in da Pfizer ne ve, takrat je potekala pa zelo močna kampanja za cepljenje. To je bilo 21 leta. Ne? Pfizer ne ve, ali so cepiva učinkovita, ne ve, ali so varna, ve pa, da lahko povzročijo negativne stranske učinke. No, čeprav, če gledaš tudi vsaka tableta in vsaka stvar ima stranske učinke, ne? Pa jih vse njemu. Ne? Seveda, ampak kaj so govorili politiki, stroka in mediji? Vsak dan 24 ur.
cepi se, bodi odgovoren, cepiva so učinkovita in varna. Potem dobiš pa dokument, kateri negira to, kar so oni delali propagando. No, kaj pa ta 5G zelo glasni, pa te čipi, to si tudi rekel, da je res. 5G je super stvar, ne? Ne mislim, da so nam čipe devali not, pa da bomo, ne vem, v roku enega leta vsi umrli ali tako in te gor. Ne, tega nisem izgovoril. Za čipe si pa govoril. No, zdaj, po tem, kar se ve, je v, se pravi, cepivo grafen oksid. Ja. In ko mi dobimo to v telo, se te mikrodelci sestavijo v telesu lahko v čip. Ampak kaj je namen tega čipa? Potem pa preko tega čipa lahko, kaj je rekel Harari, da se sheka možgane. Ja, pa zakaj bi to počeli? Zakaj? Ljudem, ki so navadni smrtniki in niso res nič pomembni za svet. V smislu, da bo zdaj tebe nekdo nadzoroval, kdo si ti, kdo si ti, da boš ti za njim, ne vem, Billa Gatesa. Potem nisi tajni agent. Okay. Potem pa nek mladenič gre in pobije 10 ljudi v šoli. Sam to je bilo že prej, ne? Ni bilo to zdaj, odkar je COVID. Ta streljanja, recimo v Ameriki. V Ameriki je bilo prej, ja. Okay. No, ampak pri nas pa ne. Ja, in to mi že s tem povezano, kaj? Lahko bi bilo. Ne vem, mislim, vprašam te. Ja, sej. Si gledal film Mančurijski kandidat, ko je igral Frank Sinatra, pa še tale, zdaj mi je z glave šel, ampak to so bili te vohuni, ki so bili na šifre narejeni, ne? Se pravi, ko ga je on poklical, pa mu je povedal nek stavek ali besedo, se je on aktiviral in je začel streljati, ne? Ampak to je bilo v filmu. Ja, okay. Se nam čez film nam marsikaj lahko povejo, ne? Ti misliš, da je to lahko posledica, da so imeli, ne vem, te navadne smrtnike pod tako komando, da bi jih lahko aktivirali za te bedarije? To govoriš? Naprimer, bilo je, se pravi, skozi film nam veliko stvari povejo, ne? Katere so v filmu nepojemljive, potem se pa začne to kar v realnosti dogajati. Ne? Tako da zdaj pri tej tehnologiji, pri vsem tem, kar imajo na voljo, ne, ko mi sploh ne vemo, je možno pravzaprav vse. Pa zakaj verjameš v to? Da nas nekdo nadzoruje. Zakaj imaš to idejo? Agenda teh globalistov. Pa kdo so globalisti? Kdo so te ljudje? Jih je 5, jih je 6? To so najbolj premožne. Kje sedijo? Skupaj, za eno mizo? Jih ne vidimo. Seveda se dobivajo. Ja. To je Rockefeller. Niso že mrtvi, ti Rockefellerji, vsi živi, kdo? Ja. Nikoli ne umrejo, ker imajo vedno naslednike. Okay. So oni živijo 120 let, ne, zadnje. No, in najhujše to, ne, da so ti ljudje pravijo, da planet je v bistvu njihov. Ja. Mi smo pa nekoristni jedci, govedo, ki ga je treba pobiti. Pa kje to pravijo? Kje? Komu so to povedali? Kje? Ja. Pa sej, to mi povej. Spremljamo ti mi povej, vse te razne informacije. Ja. Pa kje najdeš tega vraga? Kje najdeš te informacije? Na katerih straneh to ti najdeš? Da točno to najdeš, kar mi zdaj razlagaš? Ker ti pa najdem cel kup informacij, ko pravi, da to ni res. Recimo, ja, dobro. Komu zdaj verjeti? Ja, sej imamo pravico verjeti ali ne. Sej jaz nobenemu tega ne vsiljujem, jaz pač imam svoje prepričanje. Misliš, da je pač tak? In z tega razloga, ker je jasno, da želijo imeti vse pod kontrolo in uvesti en družbeni red, to je NVO 2030, a to je realen njihov plan. In kaj bo takrat? Obstaja. 2030. Se pravi, ena vlada, ein Volk, ein Führer, ein Reich. Se pravi, Hitler, reinkarnacija Hitlerja se bo pojavila. Kaj? Sam so ga zjebali, po 5 letih so ga zjebali, ga ni več bilo. Ja, sej, je bilo najbrž takrat prevelik zalogaj za tisti čas. Ne? Se pravi, ti praviš, da se bo zgodilo to? Zdaj so pa tehnologije, v to smer gre, ne? Se gre zdaj za ukinitev gotovine, ne? Se pravi, vse spraviti na digitalno in jutri te lahko izklopijo, naprimer. V to smer gre, zdaj pa naša vizija je pa popolnoma diametralno nasprotna temu. Ne? Mi pa želimo svoboden svet, mi želimo, da ne bo imel nobenega pod kontrolo. Digitalizacija je super, dokler se jo ne zlorablja. 5G je super, dokler ga ti ne naviješ, da te obsevajo z mikrovalovi
ali pa določeno področje in potem to področje teh ljudi zboli, ali pa v šoli 5G navijajo. Smo imeli na Vrhniki, ko je bilo 3/4 otrok doma. Jaz pravim, da je bil takrat najbrž kakšen poskus, ne? Pa je bilo to pred COVID-om. Ja. Ampak kaj pa recimo tu, ne vem, Janša bil kriv po tvoje, če je to svetovni plan, ne? Kaj bi lahko Slovenija naredila takrat? Rekla, hop, ne, mi se tega ne gremo. Kaj bi naredili po Sloveniji? Ja, točno to. Nas ne bi poslali nekam. Točno to, saj to bo treba narediti, slej ko prej. In naš cilj je to narediti, ne glede na posledice, ker če tega ne naredimo, če ne naredimo nič, bomo postali popolni sužnji pod popolnim nadzorom. Ampak kaj konkretno bi ti naredil? Če bi ti zdaj prišel na oblast danes, kaj konkretno bi naredil na tem področju, ko sem ga zdaj rekel? Prvič, v praksi, pustimo teoretično, ja, v praksi. Prvič, jaz ne nameravam priti na oblast. Ne. To si me pa presenetil. Ja. Vladati sebi je največja oblast. Mi rabimo pripeljati do točke, da uvedemo neposredno karantansko vladavino ljudstva. Sprav, old school zadevo, kaj? Veš, kje je karantanja bila? Ja, Sej takrat je to laufalo. Ja. Takrat smo mi neposredno postavljali kneze in ko ga je začel biksati, smo imeli v stari pravdi zapisano, da lahko izvedemo kramolo. Kramola se pa pravi, gremo tja in ga vržemo dol na silo. Je bilo to dovoljeno, če ni šel sam, ko je bilo ljudstvo nezadovoljno. No, mi rabimo to nazaj uvesti. Mi rabimo narediti neposreden izbor, javen izbor, da jaz, ko ga bom postavil, ga lahko tudi pokličem jutri s telefonom. Sprav, oblast ljudstvo, ali kaj hočeš reči? Kako pa? V 3. členu Ustave to piše. Oblast je v rokah ljudstva danes, ki jo izvaja neposredno, šele potem na volitvah preko... Sam se ni ta tvoja karantanska zgodba recimo zgodila v teh arabskih deželah, ko so, ne vem, odstavili in ubili recimo tegale Kadafija, ne? No, takrat naprej, ko teh diktatorjev tam ni, je baje še večji kaos, kot je bil. Ne rabi Slovenija diktatorja, da je red. Ali moramo mi vladati drug drugemu. In verjameš ljudem, da bi lahko pošteni bili, pa bi en rekel, ne, on dela v redu, in bi pa rekel, ne, dajmo ga odstaviti. Ne ti govoriti, on dela v redu, ne bi to spet en drag bil. Ne. Stvar je o tem, lejte, moramo se postaviti eno drugo situacijo. Eno drugo situacijo. Mi zdaj gledamo z tega stališča, kako je danes. Ne? In ta sistem bo deloval takrat, ko bomo to kratico OPS razumeli točno tako, kot je zamišljena. Prva krilatica OPS-ja je očistimo in prenovimo sebe. Ja, pa kako boš to dosegel ti? Ja. Kako misliš ti to našim ljudem povedati? Seveda. Ja, seveda. Saj nas bo nekaj v to prisilno. Ne? Ja. Saj, če ne bomo naredili nič na tem, da se začnemo sami sebe spreminjati. Jaz pravim, že danes imamo mi v Sloveniji ljudi, ni sicer veliko teh ljudi, ampak taki, tukaj pa jih je, ki bi bili lahko vzgled. Na katerem koli položaju bi bil vzgled vsem nam. Če bi mediji začeli delovati drugače in kazati dobre zglede, povedati, kaj narobe in kar je prav. Če bi šola delovala v smislu, ne delam drugem tistega po vzgoji, ne, kar drugi delajo meni, bi se začela ta družba zdraviti. In treba bo začeti čim prej, tem boljše. In seveda globalistom povedati, ne gremo se več. Ne glede na to, kaj bo oni naredili. In imamo zdaj eno veliko srečo. In to je, da imamo v Ameriki prvo damo Slovenko, katera je, moram pohvaliti, svojega sina naučila slovensko. Barona, ne? Ja, kar pomeni, da ji ni vseeno za Slovenijo. In v situaciji, da bi Slovenija naredila to, kar je nujno treba narediti, lahko razložim takole, no? Se pravi, kdo vlada Sloveniji? Kdo so ljudje, ki so na položajih? To smo že prej rekli, mi nimamo svoje vlade, mi nimamo svojih predsednikov, ampak so v bistvu na povodcu te globalistične agende in teh, ki furajo svet. No in če se eni državi, se ne govorim
da bi bila to lahko Slovenija. Lahko mogoče zdaj so Srbi na dobri poti, da se nekaj tam zgodi. No, torej, mi imamo pripravljen zakon, da se vse šefe v sistemu in seveda te ljudi, ki jih vodijo, ki so na povodcu, z zakonom umakne. In namesto njih kadrujemo kako? Ne moje, pa ne tvoje, pa ne nikogaršne. Potem, kaj kdo zna delati. Se pravi, stroka, izkušnje delovne, kompetence in morala in etika. Pa se ne izrodi to slego prej spet. Poglej živalsko farmo Orwellovo, ne? Ne more se izroditi. Ne more se izroditi. Ne, ker imamo potem pa mehanizem. Kje pa nadzor? Ja, seveda. Nadzor smo pa mi vsi. Smo pa mi vsi. Ja, seveda. Ampak je treba vzgajati malega človeka, se pravi mladega človeka v šoli, da bo postal aktiven državljan. Da ne bo rekel, mene politika ne zanima, ker to je agenda njihova. Manj ljudi se zanima, lažje delajo, kar hočejo. Če smo pa mi, civilna družba, organizirana in gledamo pod prste vsakomor, pa naredimo portal, da bo vsak javni uslužbenec imel oceno, ko bom jaz imel z njim interakcijo. Pridem domov in napišem, tale je pa zelo prijazna, zelo fajn. Mi to vse lahko naredimo. Vsi so v naši službi. Razumete? Razumeš? Vse to lahko naredimo. Seveda, če je volja. In to je poanta dejansko tega tvojega očistimo gibanja. in prenovimo sebe, očistimo, prenovimo Slovenijo, očistimo, prenovimo svet. Mi imamo projekt za ureditev sveta. Pa ne izgleda to, kakor sem jaz neki zdaj tle rešitelj sveta. Ne, mi vsi smo. In seveda pogoj je, da vsi stopimo na pot resnice, na pot Jezusa Kristusa. In to sem hotel reči, da so Kristusa vrednote. Mene so križali, ne? Jaz sem šel na to pot. Ja. Leta 98 iz sistema, fajn sem imel, plača, karijera, vse je bilo zagotovljeno. Jaz sem šel v bistvu na nulo. Pa kako si preživel pol? Ja. No, Kristus se je vrnil nazaj, ne? Ja, Bog je tist, pa ne Bog RKC, ne me narobe razumeti. Ja. To je satanistična RKC. Satanistična. To treba ukiniti takoj. Slovenska cerkev mora takoj stopiti iz vatikanskega sranja. Zakaj? Zato, ker so glavni v agendi in oni v bistvu so takoj. A gre vsak predsednik, kam gre najprej? K papežu. Točno. Zakaj gre najprej k papežu? Ja, kaj fajn. Ja, požegan. Da ga požegna, ne? Pa so vsi papeži problematični. A tisto piramido poznamo, svetovno, hierarhično ureditev. Ni ga junaka, ni ga Putina, ni ga Trumpa, ni ga nobenega, ki bi bil izven te piramide. Ga ni. No in ko to razumeš, potem točno veš, kako vse laufa. Gledaj, v filmu Boter 3 nam je Coppola pokazal, da med cerkvijo pa mafijo ni razlike, ne? Da so zlizani skupaj. Ta film nam je to pokazal. Ja, seveda. To nam je pa res pokazal. To je čista resnica. Ja. Seveda. In to moramo tudi likvidirati. In tle pa ste zdaj, ne? Levo, desno, pa cerkev, pa ne. In smo bili prej pri povojnih pobojih. Ne? Kaj je rekla cerkev v Rogu pri Maši, pri spravni sveti Maši? Spravimo se, ne? Zdaj pa konc, zdaj pa zadeva zaključila. Kaj pa mogla reči? Po sodni pravni poti bomo prišli do sprave. Tako je mogla kot moralna avtoriteta cerkev reči. Ampak seveda oni sodelujejo. No pa glej. To je čist napačno razmišljanje, da je cerkev desno, oni so pa levo. Ampak glej, ko si prej rekel, da se ne izrodi sistem, poglej Kristusa, ne? On je bil čist, ne? Trpel je za naše grehe, čist kot solza, cerkev v njegovem imenu pa po tvoje počne celega Boga. Torej se je tudi izrodilo. Še ta najlepša, najbolj čista stvar se je izrodila. Ne? Ja. Oni so zlorabili Jezusa. Ja, no vidiš. Ne? Ja, no vidiš. Veste, kaj so rekli? Ne? Ja. On je prevzel vse grehe tega sveta. Ja. Veste, kdo lahko moj greh prevzame? Ga ni. Samo jaz ga lahko popravim. To je bila čista laž. Noben Jezus ni prevzel mojega in ga ne more prevzeti mojega greha. In oni so potem se postavili pa v vlogo dajanja odpustkov, prodaje odpustkov. Ne, ko narediš greh, prideš v cerkev, se spoveš, daš za sveto mašo in jutri gremo naprej isto. Veste, kak hinavščina je to? Kaj mogo reči župnik, ko prideš ti z grehom tja? No, zdaj pa pej tja, pa poprav, pa pros odpuščanja, pa se upravič, pa poprav, pa prid pa meni povedati, če si to res naredil. Zdaj pa, če on ni pripravljen prevzeti, ne? Se pravi, ti ne odpusti, potem je pa greh na njemu.
Saj ti si svoje naredil, ne? Ker čar je pa tudi odpuščati, seveda, ne? Tako da, Ampak kje takrat, ko si rekel ti, recimo, ko si šel ko si postal ta persona non grata, ne, ko si odstopil iz sistema, si rekel, tudi finančne težave imel, ne, kako si takrat sploh preživel? Misliš, čim si preživel? Kaj si počel? Pa zakaj si se odločil za ta Kristusov pasijon, zapravo trohin pasijon, zakaj si se to odločil? Da te kamenjajo, da te prebijajo gor, ampak Kristus je umrl, pa se je vrnil nazaj, ne? Ti umrl še nisi, si se pa vrnil nazaj, tako ali drugače, ne? Tisto je tudi laž, ne? Ja. Sej na nek način sem se tudi jaz vrnil nazaj. Ja. Jaz sem razmišljal, da se ubijem. Tako daleč je bilo. Ja. Ker moram pa reči, da me je takrat, ne, to, kar bi vsakega posvaril, kar se je meni zgodilo, ta večinska podpora ljudi, ampak to je samo bla, 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 ne, me je povzdignila v evforijo, takrat v protestu. Ko sem predal pištolo, in sem vzel kitaro, drug dan nisem mogel rož domov odnesti. Toliko so mi ljudje prinesli. Toliko so bili navdušeni na tem. No in to me je poneslo v to evforijo, češ zdaj pa jaz lahko spet spreminjam. No in takrat, potem, ko se je to končalo, ta evforija, in sem kar mislil, da bomo kar neki stranko, pa bomo kar neki zmagali, pa brez veze. Čist nerealno. No, takrat sem potem pa pristal. Jaz sem doma v bloku v Ljubljani, se čez glavo pokril, ko so šli ljudje v službo, jaz sem pa zgubil službo in nisem imel nič, jaz nisem imel rezerve. In sem takrat šel res tako pijano od te slave v to zgodbo. No? In potem sem očitno moral pristati čist in sem potem kot Feniks iz pepela dobil novo zaposlitev, povabil me k sodelovanju, nekdo, ki je prebral mojo knjigo. To je bila, se lahko povem, City Express, in sem tam postal vodja operative, da sem imel te kurirje, ki so pač razlašali to pošto. Smo to firmo uredili zelo, tako je bila. Ampak ko si govoril o tem, da bi si končal življenje, to je bila resna namera, si bil tik pred tem. Pa kaj je preprečilo, da tega nisi naredil? Preprečilo je to, da sem ob umirajoči materi, tudi mati mi je umirala takrat, ženo sva se razšla, razhajala sva se, najdel knjigo Trdi časi minejo, trdni ljudje ostanejo. Ta knjiga mi je rešila življenje. Ta knjiga ti je rešila življenje. Ja. No in potem se je res začelo urejati. Po sem imel 2 zaposlitve v bistvu. Sem tudi za nazaj, sem imel še en kredit, sem mogel poplačati, ko mi je zavarovalnica stala. Pa ne tak, potrošniški, nič takega. No in potem sem začel v bistvu res iznova in veste, to trpljenje moje, zakaj tudi zdaj to delam, Jaz bi rad preprečil, da bi trpel na takšen ali podoben način kdorkoli v tej državi. Ker to življenje, ko ga mi živimo, je nerealno življenje. Se pravi, ta naš standard ni realen. Leasing, kredit, vse to. A si predstavljate, da to zgrmi? Ljudje so že delali samomore, tudi zaradi takih stvari, ko se je sesuvalo slovensko gospodarstvo. To vem, ja. Tako da bi bilo pametno in sem takrat tudi v gladovni stavki. No, na to sem se hotel priti. Pozoril, No, če smo pri tej, ko si imeli za to gladovno stavko, kaj te je pa tu recimo prijelo? Mislim, da je to po tem incidentu na televiziji bilo, ne? No, se tudi sem to uporabil, sem napovedal gladovno stavko. No, in kaj te je pa takrat prijelo, da si v bistvu po Gandijevsko, če rečem tako, šel pa ti zdaj gladovno stavkati in si stavko, 60 dni? 61 dni nisem jedel, sem pil vodo. Na to moramo zdaj priti, v tem, bom rekel, zadnji tretjini najnega pogovora. Kaj te je napeljalo na to, kaj si hotel s tem doseči, pa kako si sploh lahko preživel, ker ti si takle si bil, si kaj golfal, si kak hamburger na skrivaj pojedel, kisma tu, daj mi to malo opiši, ker to je bilo pa, ko si rekel, to trpljenje si dal skozi, pa si recimo prišel nazaj, pa si pa spet šel v to novo norijo, če rečem. Ja, seveda. Daj mi opiši tam malo to, kaj hudiče te je to gnalo. Ja, zdaj, od to me je pripeljalo to, da gladovno stavko sem napovedal, zaradi česa, Zaradi tega, da bi tisti, ki so opuščali dolžna ravnanja na položajih,
prevzeli odgovornost. Šlo je pa za najmanj 4 ali 5 ključnih stvari. Prvič, izginotje arhivov, drugič, trgovina z orožjem, tretjič, divje prihvatizacije, četrtič, pranje denarja v NLB od, kaj so že, Iranci. Ne? No, s to gledovno stavko sem hotel doseči to. Po drugi strani sem bil pa takrat 3 montirane sodne procese. Kjere? Ja, zadeva Vaskrsič. Ne? Kaj je bilo to že? Ja, takrat sem bil eden od 18 protestnikov, ki smo se postavili v živi zid, da ne bi 12. marca vrgli družino z malimi otroki na cesto, zaradi 124 evrov dolga. Točno. No in bolj so me, da sem se najbolj uprl. Ne? To se spomnim, ja. To so snemali, vse to se spomnim. Ja. No, ampak cilj je bil seveda ljudi prestrašiti, plačati vsako položnico, če ne ti je šla hiša. Ne? Potem sem imel še eno zadevo zaradi enega dokumenta, ki je bil prirejen, pa so kar meni to obesili. Ne? In tako, no. In sem bil tu tako v stiski. Ne? In seveda napisali so v novicah: nasilni pojoči major, brcni policaja v glavo, grozimo 5 let zapora. Jaz sem imel pa trgovino, smo imela žena na Vrhniki, ne? Od takrat ni bilo nobene stranke več v trgovino. Zdaj, cel kup stvari je bilo takih, da sem pa rekel, da zdaj pa nimam kaj, zdaj grem pa v gledovno stavko in bom skušal. Ja, pa si mislim, si imel v glavi, da boš to gledovno stavko kaj spremenil, mislim, da bo dal stran procese, da se bo spremenil svet, da bo Slovenija boljša. Ja. Ne, kaj si imel v glavi? No? Spet, Gandhi je s to gledovno stavko je bil znan, potem je marsikaj takrat naredil. Ne? Zdaj spet, jaz sem tako razmišljal, ne? In sem tudi v tem videu napovedal, ko sem pa razložil incident na RTV-ju. Odvisno, kako bojo ljudje zdaj na to odreagirali. Jaz nisem imel namena seveda umreti v gledovni stavki, ne? Ampak spodbuditi razmišljanje, da opozoril na to, da so ključne stvari v Sloveniji pometene pod preprogo, te ključne afere, ne? In da bi treba prisiliti, se pravi spet združevanjem naroda, da se te stvari razčistijo. Po drugi strani pa moja osebna zgodba, zdaj pa ne boste me več preganjali, ker me preganjate za brezveze. In potem res vse stvari sem v bistvu dobil, pa ne zaradi gledovne stavke. Ja. No, v gledovni stavki sem naredil pa eno veliko napako. Ne? Da si jedel hamburger. Ne. Moram reči, da nisem jedel ničesar. Ja. Sej tudi nisem mogel verjeti. Če pil vodo, si pil, ne? Ja, vodo, ja. In to studenčnico mi je en človek vozil iz Dolenjske. Ja, pa hrane ni kaj, niti pikice hrane v 2 mesecih. Ne. Pa si preživel? Preživel. Pa kako si to razmišljal? Ampak sem ta zadnjo noč je bilo pa konec v bistvu, sem peljal na urgenco. Si pa začel gašovati? Ja. Če bi takrat, ampak potem, ko so me peljali na urgenco, so pa te tipi, ne, politikanti, pa sklenili dogovor o mediaciji. Ja. Ker so se pa malo bali, da bi umrl. Ja. No, kaj pa ta napaka? Sem jih pripeljal. Ja, pojavil se je pri meni en zanimiv človek, ne, in je rekel, približno tako kot bi ti, ne, a misliš ti, da boš to mafijo spravil Slovenije naprej, ne? Pa sem rekel, ne, te utvare nimam, ne. Če ne bo ljudstvo, jaz pač sam nimam te moči, ne. No in je rekel, a se pol se da dogovoriti, ne, da bi počel. Se rekel, odvisno, kaj mi ponujete, ne. No in takoj po tem pogovoru, drug dan zjutraj se je pojavila pri meni generalna sekretarka Boruta Pahorja, ki je bil predsednik države, ne. Gospod Roha, se lahko kaj zmenimo? Se rekel, napačnega agenta ste poslali. Jaz bi celo takrat, najbrž vsaj, če bi končal, koliko so želeli, pa bi najbrž potegnil 200 jurjev vsaj. Ja. Ne? Ampak ko sem to naredil, ko sem razkril tega agenta, ne, ko je prišel tako se z mano prijateljsko pogovoriti, je potem bilo konc in so
Ne. Pa so te prišli še obiskati kakšni politiki takrat, ali kakšni znani Slovenci? Ja, ne, najprej tega se ne je spomnim. prišel Pahor. Ne, Ja, sam pa verjetno nisi maral preveč, ne? ne, saj smo se čisto lepo pogovarjali. Kaj ti je rekel, češ kaj pojedel, ali kaj? Ne, rekel je, da se boji, da bom umrl, ne, ker imam podoben karakter kot on. Ne, se pravi, trden karakter kot on. Se rekel, gospod Pahor, med mano in vami je tako razlika. Ne? Vi hodite po rdečih preprogah, po striškem odpirajo vrata, ohlajenih avtomobilov, jaz pa umiram tlele. Ne? Pa že takrat, ko sem videl nepravilnosti, sem šel iz sistema ven. Ne? Zakaj pa niste takrat kako rekel za mene? Tako da bom umrl ali pa ne bom. Jaz mislim, da ne bom. Ne? No, tako sva potem. Ja. Pa vprašal sem ga, kje je dan, ko bo treba narodu razložiti, da so blagajne prazne. Pa je rekel, ni daleč dan takrat. Pa je pol Bratuškova rešila s 5 milijardami novega kredita od Goldman Sachs po 6% obrestni meri. So podaljšali. Ampak, ko je ta stavka trajala, ne? Ker jaz pač za sebe vem, recimo, jaz se niti pustim, ne pa to, ampak recimo nekateri, ko se, ampak nisi začutil ti to v telesu, mislim, kako si izdržal, pa koliko kil si dejansko shujšal, pa si se kaj psihično ti na to pripravil, si ko grem stavkat, kar bo bo. Ne, sem se pripravil, jaz sem se tudi klistiral vsak dan, ne? Če ne bi bilo hudo, ne? Mislim, bi bil problem, sem proučil literature, kako se to dela. Si se pripravil? Seveda sem se pripravil, ne moreš iti tudi tako, če ne bi bilo v nekih dneh konc. Ne? Kje si pa prebral, da lahko 60 dni človek brez hrane preživi? Ne, tega nisem prebral, jaz sem enostavno, takrat, ko sem miroval, sem bil v nekem kibernetskem stanju, ne? Da sem rabil zelo malo energije in me je to po moje ohranjalo. No? Koliko si pa skušal? Ko sem štartal, sem imel tam blizu 88 kil, ko sem končal gladovno stavko, ko sem ustavil, sem imel sem še, ne vem, mislim, 49. Pa ti ni to pustil posledice na telesu? Je. Kaj? Je. Moram reči, da v nogah imam še zdaj te mravljince, čudne, ne? Ampak drugo pa ne, kako organ, da ti ne bi deloval v redu več. Ne. No pa če te vprašam. Da sem spravil iz telesa marsikaj, ne? Tudi strupo, pa sem pol tudi pametno nazaj šel. Ne? Da si začel počas. Zakaj pa nisi kakih teh nekih vitaminskih napitkov, niti to nisi pil ali kaj? Ne. Sam vodo. To čudežno studenčnico ali kaj? Ja. To je bilo to. Ampak jaz mislim, da je tle nekaj drugega. Kot takrat, ko sem pred parlamentom stal 8 ur, niti na WC nisem šel. Pa je dež padal, pa je bilo 40 stopinj. To je ta grozna volja. Ne? Jaz sem po očetu z dežele Petra Klepsa. Ne? No, pa ni čudno. Trmast k vol. In ko nekaj vem, da imam prav, takrat, ko smo na straži stali 2 ure, vojaki, se bodo vedeli vsi starejši, če tole gledate, ne? Koliko je bilo naporno stati. Jaz sem stal pred parlamentom vsak dan 8 ur, nisem naredil koraka, ustavil na mesto odmor, to ne more vsak, ne? Lahko pa nekdo, ko ima voljo in ve. Ne? Pa te mi reči, ti je žal za kakšno, iskren bodi zdaj, ne? Ti je žal za kakšno dejanje, za kakšno besedo, za kakšen stavek, za kakšen napad na koga, za kakšno izjavo, ne vem, za to stavko. Ali bi še enkrat vse naredil? No dobro, naredil ne bi, se je tudi pol, ko so izigrali to mediacijo, če bi šel še, če bi nadaljeval, ko sem rekel, če boste izigrali, bom nadaljeval. Ne? In pol nisem šel, ko vem, da bi v parih dneh umrl. Ko bi pa res umrl, ne? Ja, ker sem bil na tleh čist, ne. Zdaj, če mi je žal, seveda, zdaj lahko rečem, če sem koga kdaj užalil, ne. Če sem zoper koga naredil karkoli, kar je bilo, ne vem, da se je slabo počutil, se seveda lahko upravičam. Ne? Drugač pa naredil sem tisto, kar sem v bistvu čutil. Ne glede na posledice, ne, ker vemo, velika človek nekaj ne naredi, ker dela racijo, ne, in se potem bojiš posledic, naprimer izgubil bom službo, zgodilo se bo ne vem kaj. Ne. Jaz tega nimam. Ne. Jaz če čutim po srcu, da je treba nekaj narediti, bom to naredil. Ne. Seveda
v mejah, da preživim, ne? To ja, ne? No, tu si bil zelo, Ja. zelo blizu. Ja, da boš blizu, ja. preživel, ne. No, ampak se pa tudi, ne, rečeš pa tudi, kar ne ubije, ukrepi. Ne? In jaz sem zdaj veliko bolj zrel, veliko bolj pameten po vseh teh zadevah, ki sem jih imel. Prisilili so me študirati pravo, ne? Jaz sem se branil na vseh stopnjah sam, brez odvetnikov. Ne? Enkrat je vstopil en odvetnik, ki sem mu naredil uslugo, ker je prihajal iz sodnika v odvetništvo, da bi se naredil malo popularnosti. Tako da, ne vem, če bi še enkrat, ne bi. Ker sem tudi dozorel, da zdaj veliko bolj vem, kaj treba narediti. Jaz sem pripravljen zdaj na to, da se pomagam pri organizaciji, in mislim, da je letošnje leto prelomno. Ali bomo letos Slovenci naredili, kar bi mogli narediti leta 90, skupaj, združeni, ne glede na politično prepričanje, ne glede na svetonazorsko, versko. In lahko rečem to, zelo različni smo Slovenci. Velika Rusija ima 20 narečij sam, Slovenija ima preko 50. In to je super, da smo tako različni, to je fajn. Mi se moramo samo uskladiti, kaj pa so naši skupni imenovalci, kaj je treba, da naredimo vsi, ne glede na karkoli. In to je ta zlata vizija, ko jo imamo napisano, sicer je vizija 2030, ampak je bila narejena 2020, takrat, ko smo štartali, tako da bo treba gotovo podaljšati to. Potem pa popravljamo napako iz leta 1989, kjer smo imeli tudi Slovenci vizijo. To je bila Majniška deklaracija. Ampak imela je eno hudo napako, pomanjkljivost, da ni bilo točk, po katerih točkah bomo mi tako državo naredili. In potem smo šli malo v EU, pa v NATO, pa malo sem, pa malo tja. In smo naredili iz tega, kar imamo danes. Ne? Ampak, Vlado, zakaj ravno ti, ne? Zakaj ravno ti, recimo, si se čutil poklicanega, ali kako ne rečem, no? In koliko je v teh tvojih dejanjih bilo, ne vem, provokacije, promocije, koliko si pa res čutil, da moraš to narediti, ne? Ker lej, tudi ti si na nek način bil politik, če gledamo tako, si kandidiral tudi takrat pri eni stranki, mislim, da par let nazaj, ne? Koliko je iskrenega tega, da nekaj, čeprav stavka 60 dni, to ne vem, če bi kdo glih za promocijo delo, ne? Sem si že malo odgovoril, ampak vse, ne? Okay. Neke druge stvari, ne? Pa si tega napadal, pa unga vzmeril, ne? Pa si vedel, da bo medijsko zelo velik boom, no? Ali si to res tako iskren človek, da si butno ven, tako skipljiv, ali si rekel, zdaj pa neko pisterijo naredi, da bojo govorili o meni? Ne. Nikoli nisem tega mislil. Nikoli nisi šel na to, na tak način? Ne, da bi iskal pozornost, pa da bom, ne vem, ne, nikoli. Nikoli. Še enkrat ponavljam, naredil sem tisto, kar sem mislil takrat, da je prav, da naredim. Ne, moja vzgoja doma, kar se tiče politike, ne, mi smo se doma vedno, kot otrok sem poslušal fajtanje moje očeta, matere v vasi za neke lokalne stvari, pa to sta se zavzemala za prav, pa so bili tudi na drugi strani tisti, ko so metali polena pod noge, in jaz sem rastel gor tako rekoč s politiko v tistih časih. Ne? In jaz tega problema nimam. Ne? Mene zanima, kaj se dogaja okoli mene, lokalno in državno, in jaz mislim, da je vsak poklican, ne? Kar imamo zdaj velik manjko, ne? Ker mnogi ljudje zaradi tega, da se ne izpostavlja, se boji, da bo izgubil službo, ne pove. Ne? Pa zakaj se pa ti, mislim, nisi bal, se očitno nisi, ampak zakaj si tvegal svoj mir, svoje živce, svoj stres, svoje zdravje, tudi vse zadnje svoj zakon, ne vem, zakaj si to vse dal na kocko, samo da boš ta svoj prekleti prav dosegel. Ampak se ti je splačalo to v končni fazi, pa ne govorimo finančno. Mislim, kaj ima zdaj od tega leta 2024 na današnji dan? Kaj? Od tega imam to, da sem v tem času spoznal, kaj je nujno, da naredimo. Ja. In ves čas me je gnalo to, ker jaz vidim Slovenijo drugačno, kot je danes. Jaz vidim Slovenijo točno tako, kot je zapisano v tej naši viziji. Sodelovanje, ustvarjanje, noben nič ne ukrade. Če bi leta 90
začeli nadgradnjo, kar smo do takrat imeli, ker bi morali, kar smo mi od naših predhodnikov dobili v roke, vsaka kmetija tako deluje. Ko ti dobiš od starejšega kmetijo upravljanje, kaj je tvoja dolžnost? Da narediš vsaj malo boljše, ko naprej predaš. Kaj se je po Sloveniji zgodilo leta 90? Kaj smo mi dobili, kaj smo imeli in kje smo danes? Prehiteva nas Češka, prehiteva nas ne vem kdo, Romunija že konc koncev. Nas bi moglo biti Slovence vse sram, da smo si to dovolili. In jaz leta 98 iz vojske ven, kjer bi moglo biti do centa vse v nulo, sem šel ven in sem povedal celotni slovenski javnosti kot žvižgač, poglejte, kaj se vam dogaja v vojski, kaj šele druge, če se v vojski to počne. Enostavno, leta, jaz sem bil doma vzgojen, če nekaj ni prav, moraš to povedati. To je moja vzgoja. Ok, zdaj pa mogoče Lado še tale zloglasni RTV, ki ga tudi preziraš in ne maraš. Vem, da si z Ladom Ambrožičem, tam mislim, da te je za največjo vsoto tožil, če se ne motim od vseh teh tožb. Kaj imaš s tem RTV-om konstantno, neko vojno? Kaj se dogaja? No, jaz sem prepričan, da RTV Slovenija je en glavnih krivcev, da je Slovenija zašla, kamor je zašla. Glavnih krivcev? Jasno. Zakaj? Zato, ker bi morala izginoti arhivov. Terati toliko časa, dokler ne bi tožilec pripeljal pred sodišče Milana Kučana, ki je bil glavni odgovorni kot šef partije, da so arhivi izginili, ki bi mogli iti v arhiv Slovenije. Pa seveda takratni predsednik vlade Peterle, tudi ga najdemo na Udbi, uvajajo iz cerkvenih krogov. Kaj je on, desni nek? Ne, ni. Glavni tožilec Drobnič je bil takrat, ki bi mogel preganjati storilce za kulturni genocid, ni nič naredil. In RTV Slovenija ima to vlogo, sej če kakšnega ministra se lotijo. Toliko časa terajo, dokler ne odstopi, drži? Take ključne stvari, ko gre za odpravljanje vzrokov naših problemov, pa grejo tako lepo mimo. In seveda tudi naše akcije, tudi moje akcije, so bile predstavljene izkrivljeno, površno, ne površno, ampak namenoma površno, da bi me prikazali kot enega bedaka, namesto da bi dali možnost, ker RTV je tista, ki bi morala tudi v COVID-u predstaviti vsa dejstva za in proti. Une, ki trdijo, da je laž, une, ki trdijo, pa se bolj ne bi mi pogovarjali, kje sem jaz dobil. To bi mogli raziskovalni novinarji predstaviti javnosti. In potem se javnost lahko odloča, ker ima na pultu vse informacije. Če pa ti delaš enoumje, kar so počeli še posebej v času COVID-a in prejemali seveda te COVID dodatke, vsi so bili podkupljeni, no take RTV jaz ne plačujem. In sem imel zdaj na sodišču in seveda spet sodišče, čim imaš sprejemnik, kakršenkoli, zdaj je že telefon sprejemnik, zdaj je že računalnik, tablica sprejemnik, čim imaš to, plačuješ, ne glede na to, kaj oni delajo. To je moja država, kaj? To je kršenje temeljnih človekovih pravic do prejemanja resničnih informacij. To je pa servis, katerega mi plačujemo, zdaj za to RTV, ker popte me zanima, a kanal, to je privat, vi lažete, kaj me briga, se vas jaz ne plačujem. Razen posredno, ne vem. Zato si se upiknil v RTV. Lejte, mi moramo spoznati, da je RTV bila v času enoumja narejena za pranje možganov ljudem, trobilo oblasti in je to še danes. Vsakokratne oblasti, še posebej pa seveda tiste globoke države zadaj, katera poskrbi za vse to, da se tako kadruje kot se. In mi nimamo celovitih, mi nimamo vseh informacij javnega značaja in nimamo razčiščenega veliko stvari okoli zgodovine, to, kar so se v bistvu pogovarjali. In no pa kaj sta imela pa z Ambrožičem konkretno? On je bil takrat kaj varuh gledalčevih pravic, ali kaj bil takrat, ko sta se vidva sveda. Jaz sem začel to temo s gospodom Ambrožičem takrat, ko je bil on glavni odgovorni urednik, ki je povabil v moji stavki iz vojske šefa generalštaba, Podbregarja. In jaz sem opisal pismo,
Ambrožiču. On je rekel, da sem se mu ponujal kot gost. Ne? Jaz sem samo želel, da mi da možnost, da pojasnim svojo plat zgodbe, kaj se v vojski dogaja. No, takrat sva prvič zapela. Aha, takrat se prvič. No, in potem sem ga pa najdel, ko sem dobil te sezname udbe, na udbi. Ne? In potem sem povedal, da je bil pač človek udbaš. Ja. No, in zaradi tega me je tožil. Jaz sem potem se upravičil. Za neke velike denarje, ne? Več kot Janša pa Pahor takrat, da ste globe, da je bilo več. Okay, vse nima veze. No, in potem sem se mu upravičil, zato ker sem imel še druge stvari odprte. Takrat pa še ni bilo sodne prakse, da je dovolj, da imaš številko dosjeja. Tako da, če me bo zdaj tožil še enkrat, lahko greva, pa zdaj pač po sodni praksi je, da je če te zdaj ne bo noben tožil, nismo naredila slab intervju, ne? Bomo mogla ponoviti, ne? Ja. To vemo, ne? A veš, ne? Ampak dobro, lej, ob koncu mogoče, da te še pa tole izzovem, ne? Zdaj sem mal na tvoj Facebook šel gor, ne? S tole zelo glasno teoretičarko zarot, jaz se tudi tako imenujem, ne? Okay. Sašo Petek, ne? A veš, zdaj si se pa z njo zapel nekaj, ko bi mogel biti pa najboljši prijatelj z njo, ker sta imela enake misli o covidu, o čipih in tako naprej, ne? Njo bi mogel tudi enkrat takle gostiti. Kaj pa z njo imaš zdaj, da si se z njo zdaj skregal, ne? Svojo to, ki je bila pa na tvoji strani. Ja, dobro, lejte, pridejo stvari v življenju, ko se poti razidejo, ne? Lahko bi se rešle tudi na drugačen način, kar je tudi povedala, da gre svojo pot in da mogoče se naše poti članica bila, ne? Še kdaj srečajo, ja. Seveda, vse smo dobro sodelovali. No, zdaj zgodilo se je pač, moram povedati, ta moj vidik, kaj ne? Pred RTV-jem se je pojavil en človek z imenom Đuro. Đuro, ja. Sem to vem, jaz to ne bom, nič kaj drugega. Ja. Ker sem njej toliko zaupal in sem verjel, da v tim ne bo pripeljala koga, ki bi rušil znotraj. Ne? No in večkrat se je pojavil po noči, ker je ona tudi dežurala tam, ker smo bili 24 ur. Ne? No in mi je na neki točki rekla, da se pa zelo lahko pogovarja z njim, ker se doma z možem ne more. Ne? Takrat je meni, sem rekel, tole pa ni preveč dobro. Ne? Ker malo poznam to psiho ženska, ne? Če se komu odpreš, pa pride blizu. No in on je očitno tukaj zlezel pod kožo te gospe, ne? Da je mu začela slepo zaupati, kar meni učita, da mi je slepo zaupala, ne? No njemu pa sigurno slepo zaupala. No in potem je pa uspel obrniti njo proti meni in OPS-ju. Zato v vsakem drugem videu, vsaj če ne vsakem, govori neresnice, ne? Govori laži in pa to dementiraš in ona še kar naprej ponavlja. Ne? Misleč, da večkrat ponoviš laž, se oprela kot resnica. Ne? Ampak to ni pomembno, lejte, meni je grozovito to, ne, da se med sabo gremo tole, ne? Namesto da bi držali skupaj in pelali, ne sej ta program, ki ga imamo mi, ne? Lahko tudi ni najboljši, ne? Ampak če nekdo pride z boljšim, jaz takoj vse prečrtam, pa gremo osvoboditi Slovenijo. To moram povedati. Ne? Mi smo se leta 1991 odcepili in za nekaj časa osamosvojili. Nismo se pa osvobodili. No in to nastopa zdaj. Torej, mi rabimo osvoboditev od globalistov in od domače globoke države. In ta program v 5 točkah, če ga izvedemo dosledno, bo točno to povzročil. Se pravi, ureditev kadrovskih, najprej sprejem nove družbene pogodbe, da uvedemo nov družbeni red v smislu neposredne ljudske vladavine ljudstva. Potem je ureditev kadrovskih problemov, ko bomo sprejeli novo ustavo, se z zakonom odreže vse šefe v sistemu in se kadruje ljudi, ki znajo delati in imajo programe za ureditev naših vseh področij, šolstvo, zdravstvo, ne vem kaj vse. Potem postavitev pravične pravne države, da dobimo vsaj del pokradenega premoženja nazaj. Potem se pa odpre možnost gospodarskega razcveta kot 4. točka in 5. točka, ki je mogla biti na prvem mestu, je etični, duhovni, moralni preporod slovenske družbe. Zahtevne naloge si zadal, ne? Lejte, ali naredimo, ali pa gremo po tej poti še naprej v prepad. Smo pa vsi na Titaniku, kateri vemo, kam gre. V ledeno goro. Jasno. No in odločiti se bo treba. Ali ne naredimo nič, pa čakamo odrešitelje, ne vem, kdo nas bo rešil, če se sami ne bomo. Ali pa združimo vse pametne glave in
se pravi, to nadgradimo tudi po področjih, plane, kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne in uredimo Slovenijo, da bo ne druga Švica, ampak prva Švica bi mogla biti, če bi leta 90 začeli tako naprav. Ne? Vsakega gosta, Lado, vprašam proti koncu in tudi tebe bom, kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Ma sej je zelo hiter, kakšen film pogledaš, pa te tako ugane, pa stečejo solze. Rad gledaš filme? Ja, Kjere? filme, ko imajo tako globjo vsebino. Ne. Drugače pa umrl je tast, ne. Takrat sem potočil svoje solze, ker sva se po nekaj časa tudi, ker sva se razšla, ne, zaradi ene hude stvari, tudi finančne, ne. Pa so se 14 dni, pa 3 tedne pred njegovo smrtjo me je poklical, pa sva se zmenila. Pa sem mu tudi razložil stvari, kako so bile, ki jih ni poznal. Poročen si zdaj? Od leta 2002 sem s partnerko Andrejo. Druga žena zdaj. Ja. Zanimivo, ne? Da mi je Bog poslal še eno Andrejo. A prejšnja bila tudi Andreja, Ja. pa se ne moreš zmotiti. Ne? Ja. In kaj ona recimo pravi v teh tvojih norijah, ki jih zganjaš? Ne? Mislim, te Ja. podpira ali pa reče, Lado, pa ne, pa zdaj spet, pa nisi več star 20 let, pa dej se prosim umir, pa zakaj rineš v te probleme, pa ono, ali kaj pravi? Dajte, moja partnerka Andreja je preštudirala literature več kot jaz, ker mi ni verjela na prvo žogo. Pametna In je ženska. šla sama, je nabrala in pol iz ene literature je prišla še do druge in je to predelala. In je pač prišla do enakih ugotovitev, zelo dobro ve, za kaj se gre. In seveda ve, in je tudi ona izpostavljena, ne, kot moja partnerka, tudi javno je nastopala velikokrat tudi pred RTV. Ne. Tudi je fasala takrat, pa to je bilo julija, ne, avgusta, bolezen. Pojavil se je en kombi, ne, tam. Si videl to? Ne, En bel kombi se je pojavil. kje? Češ policija nadzira s kamero. Ne. Aha. No, pa sem pa stopil do njega in sem rekel, zdaj boš odprl, boš pokazal, kam boš noter. Ker te lahko targetirajo tudi kole, ne, nadaljavo, če je z mikrovalovi. In nisem zbolela samo ona, ne, še ena govornica je zbolela in še ena je bila pa celo v bolnici. Ampak zbolela, zakaj? Za kakšno vrsto? Ja, COVID oziroma Ja. angina sredi avgusta. In to v smislu kaj, da so jih po luftu dali to, ali kaj? Lahko te targetirajo Ja. iz napravo kot osebo. Ne bom ti ugovarjal, Ja, ne, če tako misliš, misli. Ne? Ja. To je to, ne, ker ne moreš kar Ja. angine fasati ali kaj že. Ne. Se Ker pravi, takrat, ko mi dobimo mikrovalove, se celice začnejo, ne, se pravi, se sproži proces, podoben kot bi bila gripa ali nekaj takega. če potegnemo črto, dejansko ona je s tabo v tem. Ja, saj, če ne bi bila pravo skupaj, našo, ne, ja. če ne bi bila skupaj že, koliko zdaj že je 23 let. Ne. 15 let, ne. Je pa zanimivo, ko sem te kontaktiral za tale čvek, ne, je Ja. bil tvoj prvi odgovor, ne, me boš v seksu vprašal, pa jaz nisem za to, rekel, pa kakem seksu, bomo mi šla v druge stvari. ne. Ja, Ja, vse ne. sem vesel. No. Ja, ne, veš kaj, seksa ne bomo niti umenila. Ne. Ja. Če želiš, ga lahko. Ne. Ne, dobro, zdaj Ne. jaz sem ti tudi napisal, ne, da, Ja. da to seksanje, ne, je meni, ok, ko sem bil mlad, pa Ja. ok, ne. Ampak potem, ko odrasteš, je to izguba energije. Izguba energije. Ne delaš tega. Ali pa če Ja. ne, jaz se ljubim, jaz sem seksen. Aha, drugačen termin uporabiš. Ja. Aha. Pa imaš voljo za ljubezen, sploh še po vseh teh. Tako da Imaš voljo za ljubezen, za ljubezen Ja.
do otrok, do partnerke. Še ti ostane kaj tega. Brez skrbi. Pa vse jezi, pa temu gnevu, ki ga imaš v sebi. Jaz nisem na nikogar jezen. Si presenetljivo miren mi deluješ, tako skoleran mi deluješ. Si me presenetil. Jaz nimam nobenih sovražnikov. Vsi, ki ne bi to bili, so moji najboljši učitelji, da me učijo, kaj jaz ne smem početi drugim. In sem čist miren, sploh nisem nič kaj napet, pa tako, ker sem prepričan, da kritična masa raste, da ljudje niso več toliko nevedni in nezavedni, kot so bili še mogoče 2 leti nazaj. Zdaj tudi ta preizkušnja s COVID-om je svoje naredila. Ne? No in zdaj verjamem, da bomo sposobni se poslušati, se slišati, upoštevati najboljše ideje in predloge in narediti stvari, da bodo za vse fajn. Ne samo za peščico, mogočnežev, ali pa za 20% slovenskih privilegirancev. To je tudi ena stvar, ko jo nismo razrešili po letu 90, pa so ti privilegiji ostali. Zato imamo zakon o odpravi privilegijev, narejen že, in bomo te stvari uredili. Tako da sem optimist, zdaj pa seveda od ljudi je pa odvisno kako in kaj. In zdaj, če je 1% prebojenih, in da bi se ti aktivirali v pravo smer, to je 40.000 ljudi, je pa to že dovolj velika kritična masa, da potegne še ostale. Ne? Jaz mislim, da to, kar si zdaj povedal, je tudi lepa zaključna misel za najen človek. In jaz ti želim, Ladislav Troha, želim ti veliko uspeha na tej tvoji Kristusovi poti, če rečem tako, da boš dosegel nekaj tega, kar si želiš, verjetno vse ne boš mogel, vsaj nekaj tega, da ti bodo ljudje prisluhnili in kaj želim pa res iskreno reči, da bi ljudje pa mogoče pozabili na te ekstremne dele, ki govoriš, recimo pa ki res mogoče te imajo eni za norca, pa da si čudak pa to, ker dejansko si pa skozi ves ta pogovor pa povedal tudi mnogo krutih resnic v Sloveniji, ki pa niso mogoče za nekoga kakšna teorija zarote, traparija, pa kaj ta Troha, nekaj naklada. Ne. Si povedal tudi veliko eksaktnih stvari, ki pa bi bilo prav, da jih kdo posluša in jim prisluhne in mogoče, da se res na boljše vse skupaj spremeni. Ja, to ti pa dam prav. Če še to povem, evo. Ja, no, da ob koncu. Pišem knjigo z naslovom Ugrabljena Slovenija. Ugrabljena Slovenija. No in od teh 10 poglavjih bo v bistvu popisano vse in podprto z dokumenti, kar sem danes tudi nekaj povedal. Začenši od zrežirane afere JBTZ leta 1888. To je bilo tudi zrežirano. Seveda. Takrat so se šli slovensko pomlad, katera je bila lažna. In seveda tisti protestniki na Roški bi lahko bili tudi s tanki povoženi, če ne bi imeli takrat oblastniki vsega pod komando oziroma vse pod nadzorom. In so peljali navidezne družbene in politične spremembe. Seveda po sistemu parlamentarne demokrature, jaz temu rečem, to ni parlamentarna demokracija, ampak demokratura. In potem naprej vseh teh afer in tako bom lepo popisal, oziroma sem že kar blizu konca. Koliko strani bo imelo to? Tam okoli 400. Tudi to moja zgodbo, dosje Troha bo objavljen noter. In potem na koncu 10. poglavje, kaj točno naj naredimo, da pridemo z tega ven in da naredimo tisto, kar nismo takrat leta 90. Hvala ti lepa. Zamudil si pol ure, to raje, ne bom rekel, kaj si počel, ne smisel, da spet kitaro, kaj igraš, ta nič, dame gospodje. Tole je bil en, bom rekel, zelo politično obarvan podcast, kar je prav, da tudi malo o teh stvareh spregovorimo, seveda z vedno zanimivim sogovornikom Ladislavom Troho. In tako sem rekel, prepričaj čim več ljudi, to je tvoj namen in upam, da ti to tudi uspe. Hvala. Hvala tebi. Se vidimo v naslednjem podcastu.